Tole je običajni delovnik poklicnega gasilca. Fantje skrbijo za vozile in opremo, za svojo dobro fizično pripravljenost, za dobro počutje, vmes pa se občasno lahko tudi malo spočijejo. Zakaj? Ker se po prižigu te luči stanje povsem spremeni. Wow, gremo malo nazaj. Danes sem prišel v Kranj, kjer imajo eno najboljših poklicnih gasilskih enot. Vrhunsko opremo, med katero je 11 tovornjakov, 4 kombiji in 3 terenska vozila. Tile gospodje za mano lahko pomagajo pri gašenju praktično česarkoli, celo stolpnic, ker se najvišja košara dvigne več kot 30 metrov v zrak. Obenem seveda pomagajo tudi reševati ujete iz stavb in počnejo še marsikaj zahtevnega. Zato odlična opremljenost seveda ni dovolj, ampak morajo biti fantje tudi strokovno podkovani in fizično pripravljeni. Na pomoč namreč ne prihajajo samo ob poplavah, požarih in ostalih ujmah, ampak tudi ob prometnih nesrečah. In kadarkoli odhitijo na pomoč, so dejansko v nevarnosti tudi sami. Pogosto prav zaradi nas, ostalih voznikov, ki se ne znamo odmikati. Že policisti in reševalci imajo z nami velikokrat težave, gasilci pa še toliko bolj, ker so njihova vozila večja in bolj okorna, običajno jih je v intervenciji več skupaj, gasilski vlakec rečejo temu. Ko v centru sprejmejo klic na pomoč, šteje vsaka sekunda in od trenutka klica pa do tega, da so vozila že na poti, ne mine niti minutka. Ko zazvoni alarm, stvari postanejo resne. In kaj moramo narediti? No, predvsem poskušati gasilski konvoj spustiti mimo sebe s čim manj oviranja. Torej, ko vidite, da se vam vozila na nujni vožnji bližajo, ali pospešite in se odmaknite na prvem primernem mestu, ali pa upočasnite in se odmaknite na rob ceste. Nikakor pa ne zavirajte sunkovito, ker vas bo gasilski tovornjak hitro nasadil. Zelo pomembno je tudi, da se ob zastojih na avtocesti pravilno razvrstite, sicer bo mimo vozil skoraj nemogoče priti. Črt, se kdaj zgodi, da se kdo namenoma ne odmakne in kaj naredite v tem primeru? Ja, tudi zgodi se, da izkoristijo recimo, ali da bežijo pred nam, ali da pač enostavno ne slišijo zaradi poslušanja glasbe, pa ne spremljanje retrovizorjev v avtomobilu. V takem primeru nam ne ostane dosti, pač vozimo za njemu, menjamo signale na sireni, blendamo še z žarometi in upamo, da nas bo opazil in da se bo umaknil pač na prvi možni postaji. Nepremične ovire se pa predvsem v zgoščenih spalnih naseljih, to se pravi okrog stanovanjskih blokov, stanovanjskih hiš, v ozkih ulicah. Tam pa pač vozila, če je kakšno manjše vozilo, ga probamo ročno prestaviti, če pa ne gre, je pa pač toliko bolj otežena naša intervencija. Kako pa dejansko izgleda gasilski vlakec? Govorimo o skupini gasilskih vozil, ki ga glede na intervencijo sestavlja več vozil. Za primer prometne nesreče je to pač hitrotehnično vozilo, ki je prvo vozilo. Za njim ga spremljajo težja vozila, to se pravi tovornjaki, predvsem pri prometni nesreči je to tehnično vozilo ali pa še avtocisterna. To prvo vozilo je namenjeno, da pač odpira promet, omogoča hitrejše in varnejše premikanje tudi težjih vozil. Pač recimo zapeljemo v križišče s tem prvim vozilom, zaustavimo promet, opozorimo nase in potem varno spustimo ostala vozila skozi križišče. Na avtocestih je pa tako, pozna se, da se pač ta zavest voznikov počasi izboljšuje. Nastaja še občasno, seveda, se vozila ne odmaknejo, ampak mislim, da so te akcije, ki so po televiziji, razni plakati, da pa že vplivajo na zavest voznikov. No in kaj bi ti priporočal vsem nam voznikom, da bi bili vi čim manjkrat v zagati zaradi nas? Prvič to, da nas se ne ustrašijo, ko nas zagledajo, pač naj po svojih zmožnostih pač se umaknejo na prvem možnem mestu, predvsem pa, da spremljajo vzvratna ogledala, ker bom rekel, v glasnem poslušanju glasbe v vozilu pač ne bo jo zaznali naših svetlobnih in pa zvočnih signalov in to je to, kar je najpogostejši vzrok, da nas ne opazijo. Vem, gasilce in ostala vozila na izrednih vožnjah srečujemo zelo redko, zato nanje nismo navajeni. In prav zato se marsikdo ustraši pa naredi kakšno neumnost, ki je sicer ne bi, zato je zelo pomembno, da ohranite mirno kri, da bo teh traparij čim manj. Ker, saj veste, morda boste nekoč tudi sami potrebovali pomoč in upali, da pride čim prej. Zato med vožnjo vedno opazujte promet, samo na ta način boste vozila na nujni vožnji opazili dovolj hitro in vas ne bodo presenetila.
Hvala.